Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli na skupni izjavi Komisije za preprečevanje korupcije in SBC, Kluba slovenskih podjetnikov, o poslovanju za državo brez podkupovanja. Kot napovedano, bosta izjavo podala predsednik komisije dr. Robert Šumi in predsednik SBC gospod Joc Pečečnik. Z nami so sicer danes tukaj tudi namestnik predsednika komisije in nekateri vidni člani SBC. Oba predsednika boste po izjavi tudi na voljo za vaša morebitna vprašanja, pa besedo pa kar predajam predsedniku komisije. Hvala. Lepo pozdravljeni v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije. Najprej hvala lepa za vašo udeležbo, ker ta današnja skupna izjava ima zagotovo močen simbolični pomen za slovensko družbo in upajmo tudi korak naprej v smeri proti razvitejšim državam, po katerih se zelo radi zgledujemo. Je pa pomembno najprej izpostaviti, da je vloga Komisije za preprečevanje korupcije v prvi vrsti krepiti pravno državo in to preko krepitve integritete, preprečevanja korupcije, preko krepitve odgovornosti, transparentnosti in tudi zakonska dolžnost naša je, da sodelujemo z vsemi deležniki v slovenski družbi, vključujoč tudi gospodarstvo. No in to je tudi eden od razlogov, zakaj smo se odločili za skupen nastop, zakaj smo se odločili pač za skupno aktivnost na področju preprečevanja korupcije, ker podobno tudi mi sodelujemo tudi s šolstvom, tudi z nevladnimi organizacijami, z posameznimi občinami, potem tudi z Združenjem nadzornikov in ostalimi združenji, ker želimo, da je čim širši spekter slovenske družbe seveda vključen v preprečevanje korupcije, ker sami kot institucija seveda mi ne moremo biti toliko učinkoviti, kot smo v sodelovanju z drugimi. Zdaj, sama naše sodelovanje z Klubom slovenskih podjetnikov, torej SBC-jem, poteka od decembra lani, ko smo že izvedli par aktivnosti, vključujoč tudi predavanje na temo zaščite prijaviteljev, pomagali smo pri osnutku in pregledu izjave o integriteti in tudi še bomo pri definiciji integritete in pa pri kodeksu, ampak tisto, kar je pomembno, se nam zdelo dodati k temu, je potem se rodilo na junijskem sestanku, ko smo pozvali vodstvo Kluba slovenskih podjetnikov, če se nam pridruži pri današnji izjavi, ki je pravzaprav zaveza za gospodarstvo, za ta del, ki ga zastopajo v Združenju Klubu slovenskih podjetnikov in sicer osredotočeno na pošteno poslovanje z državo. Gre za v bistvu poslovanje brez podkupovanja s poudarkom na nični toleranci, torej do podkupovanja javnih uslužbencev, še posebej v postopkih javnega naročanja. In to vse skupaj je zagotovo zelo močno sporočilo, ki, če si predstavljate, okolikor bi se tudi drug del gospodarstva priključil takšni izjavi oziroma zavezi poštenega poslovanja z državo v postopkih javnega naročanja, ne bi pravzaprav situacija na področju korupcije bila zagotovo boljša, tudi percepcija ne samo domače, tudi mednarodne javnosti višja, boljša in ugled države v mednarodnem prostoru zagotovo tudi boljši. Sovpada pa zadeva tudi z aktualno situacijo odpravljanja posledic naravne katastrofe, torej ujme. Mi smo prejšnji teden že pozvali slovensko vlado k transparentnemu in odgovornemu ravnanju pri vseh postopkih sanacij povezanih seveda predvsem z javnimi naročili. No in tudi tukaj je pomembno povedati, da vsi ti postopki, ki bodo v sodelovanju z gospodarstvom potekali v bodoče, morajo nujno biti izvedeni v javno dobro, transparentni, odgovorni in pa seveda s ciljem tega, da se nam ne ponovijo anomalije, kot smo jih bili priča pred parimi leti pri obvladovanju COVID krize. Torej, mi smo takrat že odreagirali in tudi danes, čeprav ni bilo to načrtovano, ker smo sestanek kot rečeno imeli že v juniju, se to seveda tudi sovpada. Kako zdaj to vse skupaj vpliva, kot rečeno, to vse skupaj lahko dobro vpliva na krepitev integritete v družbi, odgovornosti, vodenja zgledom, družbeno odgovornemu ravnanju, ampak samo, če bo na eni strani država, torej državne institucije, javni sektor in vladajoči ravnali kot dobri gospodari v skupno dobro in na drugi strani, če predstavniki zasebnega sektorja, gospodarstva ne bodo iskali bližnjic pri poslovanju z državo, ne bodo iskali privilegijev in pa se seveda posluževali podkupovanja.
Vse to lepo in prav, si pa želimo, da potem to učinkovito se izvaja tudi v praksi, torej od besed k dejanjem. Mi bomo pozornost temu seveda namenili. Moram pa poudariti, da sem vesel in tudi v imenu komisije pozdravljamo takšno javno aktivnost dela gospodarstva, torej v tem primeru Združenja kluba slovenskih podjetnikov. Hvala. Evo, jaz vas vse tudi lepo pozdravljam. Prvo bi se rad komisiji zahvalil, da so sprejeli našo pobudo in prošnjo in smo začeli neko sodelovanje, kjer bi radi v klubu slovenskih podjetnikov implementirali v svoje življenje vsa priporočila in standarde, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije že stalno in že dolga leta vzpostavlja. SBC, klub slovenskih podjetnikov, je nekako krona delodajalskih organizacij, se so naši člani tudi ostalih delodajalskih organizacij, vendar so oni selektivno zbrani na posameznike, ki so svoje zgodbe začenjali z garaže, ki se že v praksi zavzemajo za poštenost in integriteto. In naše najboljše sporočilo celotni družbi je to, da mi te standarde začnemo javno tudi uveljavljati v praksi. Veliko naših članov to že počne, to dela vsakodnevno, zato ker sodelujejo s svetovnimi korporacijami, kjer je odgovornost, integriteta in transparentnost neka stalnica. Naša družba s tem ima še kar nekaj problemov in včasih ni jasno, zakaj nobena vlada tega bolj ne podpre. Vendar v našem klubu smo se te pobude zelo razveselili. Mi bomo v praksi izdelali svoj kodeks, pravila za članstvo, naredili vse možne izobraževanja, tako da bodo naši člani to implementirali v realnem življenju. Za nas je podkupovanje ne samo državnih organov, tudi podkupovanje v zasebnem sektorju popolnoma nesprejemljivo in s tem mislim, da niti ne bomo delali nekaj posebnega, ampak bomo naredili normalen doprinos k boljši družbi in tudi se javno zavežemo, da vkolikor naši člani tega ne bodo spoštovali, bomo tudi kakšnega izključili. Tako da še enkrat zahvala predsedniku in pa celotni ekipi komisije. Res so nas poservisirali z vsem znanjem, ki ga imajo. Tukaj je obilo znanja, žal včasih njihovo delo nima končne eksekucije, pa upam, da se bo to pod to vlado spremenil. Mi pa bomo že v roku 2 mesecev uresničili zavezo, izdali kodeks in implementirali standarde z vsemi našimi člani in spodbujali tudi tiste, ki niso naši člani. Tako da hvala vsem, ki ste tudi iz moje strani, ki ste prišli in če ima kdo še kakšna vprašanja, smo na voljo. Hvala lepa, hvala obema. Če so kakšno vprašanje, prosim samo, da se predstavite, pa potem kar izvolite. Mi imamo čez 400 članov, mislim, da jih je okoli 430 in ta število kar raste. Se veste, ker sem pred 2 leti in pol to prevzel, nas je bilo okoli 120. Je pa res, da imamo mi zelo stroge kriterije za vstop v članstvo in da izberemo nekako kredibilne osebnosti, ki imajo tudi dobre ekonomske rezultate in pa skrbijo tako za družbo, lokalno skupnost in svoje zaposlene. Tako da nismo v Sloveniji vsi tajkuni pa kapitalisti, ki izkoriščamo svoje zaposlene. Mi na tem področju delamo dobro in tudi stalno pregledujemo članstvo, kako se on odziva do vseh teh kriterijev, ker ima klub svojih 6 zlatih pravil, ki bazirajo na takšnem odnosu do podjetništva. Poleg tega ima glavno zlato pravilo, da smo politično neopredeljeni. No in zdaj bomo dodali še danes na upravnem odboru še ta 7. zlato pravilo, ki pa je posledica sodelovanja s KPK-jem, kjer bomo se zavzeli za standarde, ki jih oni priporočajo okoli integritete, transparentnosti in odgovornosti. Tako da 430 mislim, da nas je trenutno. Izvolite.
Anja Sajevic, Nova 24, kateri pa so zdaj točno te standardi, če bi lahko samo malo strnili? Ja, zdaj tukaj mislim, da nimamo 2 ure, da bi vse povedal, pa itak predsednik to bolj obvlada. Jaz bom kar praktično povedal, kako to bo pri nas izgledalo. Mi temu rečemo compliance oddelek, oziroma se sploh ne vem, kako je lep prevod, skladnost poslovanja. Pač tukaj gre za to, da ti v svojem poslovanju daš določene zaveze in jih implementiraš skozi standarde, kjer tudi od svojih dobaviteljev, od svojih kupcev zahtevaš, da izpolnjujejo podobne standarde. To pa pomeni potrdila o nekaznovanju, plačane davke in prispevke, pomeni, da ni imel nobenih gospodarskih, kriminalnih tožb, skratka en cel paket in nabor stvari, ki jih bi mi predno z nekom začnemo sodelovati, z njim uskladimo in preverimo. Konec koncev tudi odnos do okolja in ta kodeks, ki bo končan, ki ga zdaj še skupaj spravljamo, kaj je sploh realistično za našo državo, ker tuje države, veste vsi, da jaz prihajam iz igralništva, ki ima to ekstra dobro urejeno, če bi mi implementirali standarde, ki jih imajo tuje države, mislim, da je to skoraj nemogoče v Sloveniji, ampak nek približen, realen obseg tega pa bomo takoj implementirali pri, seveda zraven pa vse kazenske evidence, izjave o korupciji oziroma o nepodkupovanju, vse, kar sodi zraven v ta paket. To gre za čisto pripravo odnosa z nekom, predno sploh začnem z njim delati. Ali je to zaposlen, ali je to dobavitelj, ali je to prodajalec. Tako da tak paket standardov bomo mi uvedli skozi klub do naših članov. Nekateri pa to že imamo. Vse mnogi, ki delajo z velikim firmami, imajo to itak že vse urejeno. Tukaj imamo tudi določene kolege, ki delajo, ne vem, s Porschejem, oni to že 3 leta vse tako delajo. Še za gospoda Šumija, kako kažete v bistvu, kako bi opredelili sam problem dokupovanja recimo strani zasebnega sektorja pri poslovanju državo in če morda lahko pokažete neko razmerje med recimo pogostostjo korupcije v zasebnem ali pa v javnem sektorju? Ja, zdaj mi smo na komisiji bolj soočeni z prijavami, oziroma prijave so bolj osredotočene na anomalije v javnem sektorju. Je pa dejstvo, da zaseben sektor je pomemben deležnik oziroma sogovornik, ker je zavedanje, verjetno na tem delu malo manjše, smo ga želeli točno s to aktivnostjo ukrepiti, namreč da kdo podkupuje, kdo je tisti, ki pravzaprav praviloma ponudi neko podkupnino in da sta za sam posel podkupovanja praviloma vedno potrebna 2, tisti, ki daje, tisti, ki sprejema, če poenostavimo. Zdaj, kdo daje? Poglejte, v javnem sektorju, predstavljajte si, javni uslužbenec podkupuje javnega uslužbenca, posebej v postopkih javnega naročanja. Odgovor je seveda praviloma ne. Tisti, ki ima interes, ki želi na nepošten način izriniti konkurenco, se zven za neke privilegije, ta ponuja denar, ta praviloma prihaja iz sveta gospodarstva, iz zasebnega sektorja. In javni sektor, na drugi strani, kjer se ne zaveda tisti, ki tam dela, da mora delati javno dobro, prireja določene razpise, krši seveda vse po vrsti, bi moral kazensko odgovarjati, ker je zelo malo informacij o tem, ker ni pravih prijav, ker v bistvu se dela post festum, ker je faza dokazovanja potem zelo dolga in na koncu izplen tudi, če gledamo statistiko sodne veje oblasti, zelo v bistvu skop. Pridemo do velikega razkoraka med tem, ko zaznavamo, da je v slovenski družbi vse narobe, da je v bistvu ogromno prisotne korupcije in na drugi strani statistika tega ne potrjuje. Zagotovo je marsikaj narobe, zagotovo je potrebno izvajati aktivnosti, tudi sami se tega zavedamo, nujno pa je, da začnemo sodelovati. In zdaj to je še enkrat poudarjam, zelo pomembno je tudi nova resolucija oziroma osnutek nove resolucije ne gradi samo na sodelovanju, integriteti pa v bistvu odgovornosti, ampak tudi na tem, da mora vsak prispevati svoj delež. Ne samo državni organi, neposredno institucije, kot je naša oziroma policija, tožilstvo, sodišče, ampak tudi civilna družba mora prispevati svoje, mediji morate prispevati svoje, v bistvu gospodarstvo, nevladen sektor in tako dalje. Tako da razmerju težko govorim, ker za zaseben sektor nimam podatkov, razen kar dobimo prijav, predvsem kot rečeno gre za javni sektor, kar se tiče nas, pa še to posebej pri velikih javnih naročilih, tam, kjer je običajno veliko denarja. Gospod Šumij, prej ste omenili, da ne bi radi v teh
po poplavnih razmerah, da se je ponovilo COVID-ne razmere pred 3 let, pa me zanima mogoče, če lahko poveste, kako daleč ste, oziroma kaj ste ugotovili pri teh nabavah mask in zaščitno opremo. Ja, kot smo sproti seznanjali slovensko javnost, mi smo uvedli po nadzoru, ki je bil splošen, smo uvedli tudi precejšnje število preiskav, ki so se na koncu pokazale kot v bistvu pravnomočne, torej da so bile potrjene kršitve, predvsem je šlo za vplivanja ljudi, ki so imeli možnost odločati, kdo bo dobil postopek, da so privilegirali določene v bistvu ponudnike in hkrati tudi jim posredno omogočili korist ali pa so bili posli izvedeni z jamstvom ali pa brez jamstva, ki ga drugi niso bili deležni in tako dalje. No, o tem smo mi v preteklih 2-3 letih precej komunicirali, je pa pomembno, da iz tega ven izpeljamo, da javna naročila seveda morajo biti transparentna, morajo biti do vseh ponudnikov enakopravna, morajo biti v bistvu odgovorna, ravnati z denarjem kot dober gospodar, ne, če si pravzaprav lastnik oziroma če upravljaš z državnim denarjem in tako dalje. In v to smer gre tudi zdaj letošnja priporočila vezana na to žalostno situacijo povezano z vodno ujmo. No in pričakujemo, da bo vlada naslovila vse te dileme, ki jih v preteklosti nismo pravočasno zaznali, ampak post festum, zdaj pa, da se bo to že v predhodni fazi implementiralo in da bo teh anomalij nič oziroma da bo jo izjema. Še kakšno vprašanje mogoče? Smo dobro govorili, če smo se govorili. Če ne, hvala lepa, hvala, ker ste prišli. Hvala lepa, ja. Hvala lepa, lep pozdrav. Se še eno roko.